Hej, hej, polna luna nas čaka danes večer. Mislim, da se bo odvila okrog 8:30, se bo dovršila, že včeraj je bila ful lepa na nebu. In tokrat bo po vedski astrologiji Džotiš se tale luna odvila v znamenju Kozoroga. Usmerjala nas bo predvsem v delo, v neke praktične odgovornosti, obveznosti, v prizemljenost, tudi v neko varčnost, ker v bistvu Kozorog, ki mu vlada planet Saturn, je tako znamenje, ki nas v vse te sfere usmerja. Seveda luna pa sama po sebi predstavlja emocije in kadar je polna luna, so te emocije dejansko na nek način polne. Ampak vsi te občutki, ki se tokrat porajajo znotraj nas, nekako težje pridejo ven, ne? Težje jih že začutimo, kaj šele izrazimo, ne? In v bistvu samo znamenje Kozorog ni ravno najbolj prijazno do teh naših notranjih občutkov, ne? Ker pač Kozorog je tako zelo trden, zelo stvaren, zelo, bom rekla, strog, a ne? In zato imamo lahko tudi občutek, kot da moramo ta naša čustva skriti, prikriti in lahko niti ne bomo prav v stiku, kaj nam pa ta luna z čustvene ali pa z notranje plati sploh sporoča. So pa seveda lunine mene namenjene točno temu, ne, da mi ozavestimo, kaj je tisto spodja, ne, kaj je tisto, kar nas na nek način drži ujete v raznih vzorčkih in tako naprej, ne, in zato nas lahko ta lunca, sploh če smo po naravi bolj čustveni, nas lahko v bistvu vrže v ena taka malo bolj depresivna razpoloženja, tudi mogoče malo pesimistična, ne? Če se tem čustvom, če v bistvu ta čustva, ki so spodaj, zelo trkajo na vrata, ne? Pa če nismo najbolj v stiku s temi našimi notranjimi občutki. Tako da jaz v bistvu spodbujam, da tokrat pri tej luni pogledamo predvsem, kaj se znotraj nas dogaja z vidika tega notranjega občutka varnosti. Predvsem na ta aspekt nas samih ta luna trka. Tako da dajmo pogledati, kaj je tisto, kar nas žene v to pretirano odgovornost, v, ne vem, tudi mogoče po opravljanju nekih aktivnosti, po varčnosti, kaj je v bistvu spodja, koliko se mogoče oglaša ta naša potreba po notranji varnosti. Ta lunca se bo dovršila v luninem ozvezdju, ki mu rečemo Šravana. To pa je v bistvu ozvezdje, katerega, v bistvu je ozvezdje učenja, tudi poučevanja. Simbol tega ozvezdja pa je tudi uho in nas v bistvu spodbuja k poslušanju, ne? Da nekako probamo poslušati, slišati, kaj je tisto, kar nas nagovarja od znotri, kaj je tisti naš notranji glas, da ga v bistvu slišimo in skozi to pravzaprav dosežemo neka globoka notranja učenja oziroma vedenja. Kot že rečeno, gre za vedsko astrologijo Džotiš, septembra naročam nove termine za poglobljena svetovanja oziroma tudi za osnovna svetovanja. Se pa s 1. septembrom cene spremenijo, tako da si lahko zdaj zagotovite še staro ceno, čeprav bo termin v septembru. Tako da želim vam en tak prizemljen dan, ampak hkrati da ste v stiku z občutki, ki se oglašajo spodaj in da pravzaprav izkoristite to, da na en tak stvaren način pogledate vase in mogoče presežete tisto, kar trka od znotraj in je zrelo, da se ozavesti in razreši. Lep dan.